prvem krogu pomladi je Koper gostoval v Domžalah in iztržil točko. Bilo je 1-1, medtem ko je Rudar doma premagal Aluminij z Visokih 3-0. Prva akcija tekme in takoj zadetek. 7. minuta, prosti strel Radujka, Firer pa je z glavo popeljal Velenjčane do prednosti 1-0. Koprčani so potem nekoliko bolje igrali, Mavrič je poskušal z lobom, na pravem mestu je bil tokrat gostujoči vratar Rozman. Kmalu zatem pa še ena kombinacija Kanačkov, Galešič je meril daleč, ampak tokrat je zgrešil velenjska vrata. 24. minuta in dober poskus Leona Črnčiča. Nenezič je žogo uspel izbiti v kot za Velenjčane, nato pa še ena kombinacija gostov po dobre pol ure igre. Daljša kombinacija, nazadnje pa je streljal Bratanovič. Nenezič je še enkrat žogo moral poslati v kot. Potem pa predzadnja minuta tekme v prvem polčasu in ena izmed ključnih situacij. Galešič je prodiral, Kašnik ga je podrl in dobil rdeči karton. Z igralcem manj je torej tekmo nadaljevala gostujoča ekipa. Indirektni prosti strel, močan udarec Blažiča in izid 1-1 v koperskem športnem parku. V Bonifiki je torej Koper izenačil še pred koncem prvega polčasa. V drugem delu najprej priložnost za Velenjčane. Palčič je podrl Firerja in 11-metrovka za Knape. Eterovič je bil tisti, ki je zadel dvakrat že v prejšnjem krogu in tudi tokrat je bil natančen. Bivši nogometaš Mure se je več kot odlično znašel v velenjskem dresu. Prednost 2-1 za Velenje. Nato pa je Koper poskušal z napadi in kmalu prišel do novega izenačenja. 58. minuta, Bradašja je podal ostro žogo pred vrata, Brečevič pa je zadel za 2-2. Še enkrat je prišel do zaključka tudi Goran Galešič. Tokrat je žogo v kot izbil Rozman. Goran Galešič pa je bil razpoložen, še enkrat je meril daleč, a na pravem mestu spet Rozman, ki je svojo mrežo hranil pri 2 zadetkih. In nato še zadnja minuta, Klinar je odlično preigraval tudi vratarja Neneziča, Hadžič pa je rešil na golovi črti in preprečil zmago Velenjčanov. Na koncu 4 goli na Bonifiki in remi 2-2.